Pozdravljeni, dragi gledalci. Danes bomo govorili o Thomasu Hobbesu. On je bil angleški filozof iz 17. stoletja, ki nam pomaga razumeti eno najtežjih političnih vprašanj. Kako dolgo moramo ubogati oblast, še posebej, kadar je slaba, in kdaj imamo pravico, da si upremo ter poskusimo ustvariti boljšo družbo. Hobbesova politična razmišljanja ne moremo razumeti brez dogodka, ki ga je močno zaznamoval, in to je bila angleška državljanska vojna. To je bil surov in krvav spopad med privrženci kralja Karla I. ter silami parlamenta. Trajal je skoraj desetletje in skupaj s povezanimi vojnami na britanskem otočju zahteval okoli 200.000 življenj. Vojna ni razdelila samo dveh vojsk, ampak tudi družine, mesta in verske skupnosti. Nekdo je lahko podpiral kralja, tvoj brat pa parlament. Za Hobbesa je bil to prikaz tega, kaj se zgodi, ko v državi ni več splošno priznane oblasti. Hobbes je bil zelo previden človek, ki je zelo sovražil nasilje in politični kaos. Bil je tak zelo umirjen starec. Umrl je pri izjemnih 91 letih. Svoje najpomembnejše politične ideje pa je oblikoval predvsem v kasnejših svojih letih, šele tam v 60., 50. letih svojega življenja. Njegovo najbolj znano delo je Leviatan, ki je izšlo leta 1651. V njem je predstavil enega najvplivnejših zagovorov močne državne oblasti. Trdil je, da morajo ljudje ubogati oblast, tudi kadar je nepopolna ali nepravična. Če bi njeno rušenje povzročilo razpad države, državljansko vojno in prelivanje krvi. Predstavljamo si državo s skorumpirano vlado, s previsokimi davki. Ljudje imajo dobre razloge za nezadovoljstvo. Tudi če rušenje vlade povzroči razpad policije, vojske, sodišč in preskrbe s hrano, je lahko življenje po revoluciji še veliko slabše. Hobbes bi dejal, da je slaba oblast pogosto manjše zlo od popolnega brezvladja. Da bi razumeli njegovo razmišljanje, moramo poznati politične razmere 17. stoletja. Ljudje so se vedno odločneje spraševali, zakaj bi morali podložniki sploh ubogati vladarje. Tradicionalni odgovor tistega časa je ponujal zelo enostavno rešitev. Bog ima oblast zaradi Boga, božanske pravice kraljev. Po njej je kralja na oblast postavil Bog. Zato je upor proti kralju pomenil upor proti Bogu. Tudi takšna razlaga je izgubljala prepričljivost. Vedno več mislecev je trdilo, da oblast v resnici izvira od ljudstva. Ljudje prenesejo oblast na vladarja, ta pa jim mora v zameno zagotavljati red in varnost. Temu pravimo teorija družbene pogodbe. Ne gre za resničen dokument, ki bi ga vsi podpisali, ampak za zamišljen dogovor. Ljudje se odpovejo delu svoje svobode, država pa jim v zameno zagotavlja varnost, red in zaščito. Preprost primer je promet. Posameznik se ne more sam odločati, po kateri strani ceste bo vozil. Sprejme omejitev svoje svobode, vendar v zameno dobi varnejši in bolj predvidljiv promet. Podobno državi prepustimo pravico do uporabe sile. Posameznik ne sme kaznovati tatu, ker mu je ta nekaj ukradel. Prijaviti ga mora oblasti, o njegovi krivdi pa odločata sodišče in zakon. Hobbes je razumel, da kraljeve oblasti ni mogoče prepričljivo utemeljiti samo s trditvijo, da je določil Bog. Toda bal se je tudi posledic družbene pogodbe, če bi ljudje menili, da lahko zrušijo vladarje vsakič, ko so nezadovoljni, bi lahko državo zajela neskončna veriga uporov in revolucij. Hobbesa je posebej pretresla usmrtitev kralja Karla I., ki je bil leta 1649 obglavljen v Whitehallu. Njegovo politično razmišljanje je bilo zato usmerjeno v vprašanje, kako preprečiti ponovitev takšnega nasilja. V Leviatanu je poskušal združiti dve ideji. Prvič, oblast izvira iz dogovora med ljudmi. Drugič, ko je oblast enkrat ustanovljena, jo morajo ljudje skoraj brezpogojno ubogati. Svoj argument je začel z miselnim poskusom, ki ga je imenoval naravno stanje. To je položaj, v katerem ni države, vlade, policije, sodišč ali druge skupne oblasti. Vsak posameznik mora sam poskrbeti za svojo varnost.
Predstavljajmo si vas brez policije in sodišča. Dve družini se prepirata zaradi zemljišča. Ker ni sodnika, ki bi odločil, kdo ima prav, se obe oborožita. Vsaka se boji, da jo bo druga napadla prva. Zato se lahko eni strani zdi najbolj varno, da napade preventivno. Tako se lahko spor zaradi nekaj metrov zemlje spremeni v krvno maščevanje. To je pomemben del Hobbesovega razmišljanja. Človeku ni treba biti hudoben, da sodeluje v nasilju. Včasih napade samo zato, ker se boji, da bo sicer napaden sam. Brez osrednje oblasti, ki bi kaznovala nasilje, bi po Hobbesu nastali prepiri, spopadi in nenehna negotovost. Življenje v naravnem stanju je zato opisal kot samotno, revno, odurno, surovo in kratko. Ljudje bi se zaradi strahu pred nasilno smrtjo odločili ustanoviti državo. Sklenili bi družbeno pogodbo in del svoje naravne svobode prenesli na skupno oblast. Državo so torej ustanovili prostovoljno, predvsem zaradi strahu pred kaosom, ker so oblast ustvarili sami, jo morajo pozneje tudi sami ubogati. Najvišjo državno oblast je Hobbes simbolično pomenoval Leviatan. Ime je prevzel po velikanski svetopisemski morski pošasti. Država je podobno mogočno umetno bitje, sestavljeno iz množice posameznikov. Na znameniti naslovnici njegove knjige je vladarjevo telo sestavljeno iz številnih majhnih ljudi. Sporočilo je jasno. Moč države izhaja iz ljudi, ki so nanjo prenesli svoje pravice. Ko ljudje enkrat ustvarijo suverena, imajo po Hobbesu zelo malo razlogov za upravičen upor. Oblast lahko omejuje opozicijo, uvaja visoke davke, slabo vodi gospodarstvo ali zapira nasprotnike. Hobbes bi to lahko imel za nepravično, vendar bi še vedno opozarjal, da lahko revolucija državo vrne v vojno vseh proti vsem. Njegov argument lahko metaforično prikažemo z ladjo v neurju. Kapitan je lahko nesposoben, neprijazen in nepravičen. Tudi če se potniki med neurjem začnejo bojevati za krmilo, lahko ladja potone. Hobbes bi zato dejal, da je v takšnem trenutku pomembneje ohraniti enotno poveljevanje. Kljub temu pa ni učil popolne brezpogojne poslušnosti. Če bi vladar človeka neposredno poskušal ubiti, se mu lahko ta upre. Človek namreč družbeno pogodbo sklene, predvsem zato, da bi ohranil svoje življenje. Državi zato ne more popolnoma predati pravice do samoobrambe. Dolžnost poslušnosti velja tudi samo toliko časa, dokler nas suveren dejansko lahko varuje. Če oblast popolnoma razpade in ne more več zagotavljati varnosti, izgine tudi glavni razlog za poslušnost. Hobbes ni obljubljal popolne, pravične ali prijazne oblasti. Njegovo osnovno vprašanje ni bilo, kako ustvariti popolno državo. Njegovo vprašanje je bilo, kako preprečiti, da bi družba zdrsnila v državljansko vojno. Njegove ideje postanejo posebej aktualne, kadar revolucija, začeta v imenu svobode, povzroči razpad države ali novo diktaturo. V Libiji, na primer, je strmoglavljanje Gaddafija leta 2011 sledilo obdobje razdrobljenosti, oboroženih milic in državljanske vojne. To ne pomeni, da je bila Gaddafijeva diktatura dobra, pokaže pa, da odstranitev slabe oblasti še ne zagotavlja nastanka boljše. Hobbes nas tako postavlja pred neprijetno dilemo. Če oblast preveč omejimo, tvegamo njeno nemoč in razpad reda. Če ji damo preveč moči, tvegamo tiranijo in zatiranje. Hobbes pa se je bolj bal prve nevarnosti. Menil je, da je celo zelo nepopolna oblast praviloma boljša od državljanske vojne in popolnega brezvladja. Njegov odgovor ni posebej prijeten ali navdihujoč za človeka, vendar nas prisili, da pri pozivanju k revoluciji ne razmišljamo samo o oblasti, ki jo želimo odstraniti, ampak tudi o oblasti, ki jo bo nadomestila. Zrušiti državo je lahko hitro, veliko težje je naslednji dan vzpostaviti red, ki bo hkrati varen, učinkovit ter pravičen. Hvala, da si gledal do konca. Če želiš podpreti moje delo, lahko postaneš član kanala ali doniraš. S tem mi boš pomagal raziskovati zgodovino z še večjo motivacijo. Se vidimo v naslednjem videu.
Upam, da vam je bil današnji dokumentarec všeč. Če vam je bil všeč, pritisnite like in se naročite. Hvala in lep dan.